Pozdravljeni, dobrodošli in hvala, da ste z nami na okrogli mizi z naslovom Omaž velikanom, na okrogli mizi, na kateri se bomo pogovarjali o drevesih. Velenje je mesto presežkov, je mesto izjem in želimo si, da bi mesto v parku kot neka posebnost tudi ostalo, da bi bilo vedno bolj zeleno, ne le na obroču, ampak predvsem v jedru. In zato smo se v kulturno-izobraževalnem društvu Komadres odločili, da zaženemo projekt Omaž velikanom z različnimi aktivnostmi, ki so namenjene spodbujanju dialoga o tem, zakaj velikane v mestu potrebujemo, zakaj se splača vanje vlagati in kako lahko skupaj poskrbimo, da bodo doživeli čim več in s tem nam tudi čim bolj koristili. Ta projekt je na razpisu za izbiro programov in projektov z področja kulture sofinancirala Mestna občina Velenje, za kar se iskreno zahvaljujemo, ker nam je s tem izkazala zaupanje, da se ukvarjamo s temo, ki je za lokalno okolje izredno pomembna. Projekt podpira tudi Mladinski center Velenje s pomočjo 25. festivala mladih kultur Kunigunda, na katerem danes gostujemo, in pa mnogi prijatelji projekta, med drugim lokalni ponudniki kulinarike, ki so velikodušno poskrbeli za današnjo pogostitev. Hvala vam, da ste med nami, da s tem kažete podporo drevesom, da pravzaprav kažete, da si želite, da se o njih pogovarjamo, da ozaveščamo, zakaj jih potrebujemo, in hvala našim današnjim gostom. Med nami prijazno pozdravljam Tino Trampuš, krajinsko arhitektko, po rodu Velenjčanko. Sicer biva na Primorskem in po celi Sloveniji, deluje tudi kot naravovarstvenica, preko strokovnih mnenj v poljudnih člankih ter na javnih dogodkih ljubitelje in strokovnjake vabi k razumevanju in spoštovanju ter strokovni in spoštljivi negi dreves. Tina Trampuš, dobrodošli. Z nami je dr. Robert Brus, redni profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani z oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Je znanstveni raziskovalec, strokovnjak za drevesne vrste, zanima pa ga tudi uporaba dreves v urbanem okolju, arhitekturi in umetnosti. Dobrodošli, hvala. Povabili smo Vido Kac, ki je predstavnica Mestne občine Velenje, je sodelavka Urada za urejanje prostora, ki se torej ukvarja z drevesi in drugimi zelenimi površinami, je pa Vida Kac tudi krajinska arhitektka. Dobrodošli. In magistrica Nataša Dolejši, Velenjčanka, ki jo tisti, ki nas drevesa zanimajo, najbrž najprej povežemo s to temo, kajti je za magistrsko nalogo v okviru dela za podjetje PUP Velenje in s pomočjo Mestne občine Velenje izdelala kataster urbanega drevja v Velenju. Gre za prvi javno dostopni kataster v Sloveniji in tudi svetuje Mestni občini Velenje pri negi dreves. Dobrodošla, Nataša. In bi začela kar na tistem koncu, ker Nataša kot poznavalka, lahko rečem, slehernega drevesa v našem urbanem okolju, veliko veste tudi o tem velikanu, pod katerem smo se zbrali. Kje smo pravzaprav, kdo je z nami? Pozdravljeni. Ja, nahajamo se, vsi mu rečemo hrast, čeprav bi ga točno definirali kot dob, to je ena od vrsta hrastov. In gre za edino najstarejše drevo v samem središču mesta.
tisti, ki smo Velenjčani, vemo, da je naše mesto staro nekaj več kot 60 let. In če gledamo pač stare fotografije, hitro razberemo, da se je na travnih površinah začelo graditi in potem ob stavbah tudi saditi. Tale hrast je pa tukaj že od takrat, ko mesta še ni bilo. Med demonstracijo plezalne tehnike smo se mi, ki smo zdajle tlele v okrogli mizi, tudi pomenkovali o njegovi starosti, ker se velikokrat o tem ugiba, in smo tako čez palce rekli, da bi lahko bil, jasno, tako kot je Sebastijan Plezalc povedal, starejši od 100 let, pa nekje tam do 140-160 let, recimo, bi mu mi dali, brez tega, da preverimo dejansko starost z tem, da se naredi izvrtek in enostavno prešteje letnice. Tako da ja, to je največje drevo z najširšo krošnjo, največjo krošnjo, z največjim obsegom v samem centru mesta. In ustvari zelo veliko senco, tudi to je en zanimiv podatek, pa še mogoče razliko, kaj ga loči od drugih hrastov, po čem ga prepoznamo? Ja, hrast pa dob v bistvu lahko, oziroma gradenj in dob sta dve vrsti hrasta, ki jih pri nas najdemo tudi recimo v gozdovih. In če boste pogledali liste tegale, pod katerim se danes nahajamo, boste videli, da ima v bistvu zelo kratek listni pecelj, oziroma lahko bi rekli, da ga nima. Medtem ko pa želode opazujemo, želod pa ima pecelj. Pri gradnu je pa glih obratno, ne, ima pa list pecelj, pa želod ni na peclju, tako da to je ena taka osnovna, bom rekla, finta prepoznavanja. Torej gre pa za rod quercus, hraste, in tudi če imate tega in druge vrste hrastov pod hrasti, je to čisto dovolj. Važno je, da drevo vidimo, opazimo in da ga spoštujemo in da si želimo, da doseže bistveno višjo starost, kakor jo bomo dočakali sami. Upam, da je danes med nami mnogo tistih, ki ste pod tem drevesom doživeli kak prvi poljub, mogoče tudi zadnji. Doktor Robert Bruce, v šoli smo se o drevesih kar precej površno učili, ne vemo, da imajo sposobnost kemičnega procesa fotosinteze, da mi vdihnemo, kar drevesa izdihnejo, da jih je veliko še pod zemljo in tako naprej, ampak smo jih pa se nekako navadili gledati kot na neka bitja, ki niso tako občutljiva, ki morda niso tako pomembna ali pa si ne zaslužijo toliko empatije kot katera druga. Pa vendar, drevesa živijo veliko bolj pestro življenje, kot si sploh lahko predstavljamo. Prosim, razkrijte nam kaj iz tega dela življenja dreves, ki nam splošni javnosti ni znano. Najprej lepo pozdravljeni in dovolite, da se vam zahvalim. Zelo dobra ideja in vedno sem vesel, ko me kam povabijo, da lahko kaj povem o drevesih. Konec koncev so drevesa tista, s katerimi živim ali pa se z njimi ukvarjam že vse življenje. Zdaj, kar se tiče skrivnosti, jih še vedno ostaja neskončno veliko, zato imamo in bomo še imeli dolgo časa kaj raziskovati. Mogoče seveda v osnovni šoli se ne razkrije vsega, kar se ve. Mi študentom na fakulteti, na oddelku za gozdarstvo poskušamo vse tisto, kar je znanega ali pa znanstveno dokazljivega, seveda tudi povedati, ampak to, kot sem rekel, je daleč od tega, kar se ve, da se v drevesih dogaja. Zdaj vas zanimajo mogoče kakšna skrivnostna dogajanja. Zdaj tako je. V gozdu drevesa živijo v neki skupnosti. In seveda v zadnjem času je vse več domnev o tem, ali pa
tudi predvidevanja, da med sabo nekako komunicirajo. Kar je dejstvo je, da se v gozdu drevesa med sabo podpirajo, si pomagajo, varujejo že čist fizično pred vetrom drug drugega in rastejo v bistveno drugačnih in boljših in lažjih razmerah, kot je to v mestu. V mestu, kot je primer pri tem hrastu, pa tukaj rastišče še dobro. Če pa gremo v nekatere bolj tlakovane predele mesta, so pa razmere izjemno težke in tam seveda drevo s svojim delovanjem dobesedno trpi večino svojega življenja in je tudi zato njegova življenjska doba izjemno kratka. Je pa drevo prav v urbanem okolju izjemno pomembno. Seveda, ja, gozdovi so pljuča tega planeta, poleg oceanov, po drugi strani, ampak drevo v urbanem okolju ima številne ekološke koristi, ki jih neposredno občutimo prebivalci. Katere? Torej, nedvomno. Zdaj seveda, ponor ogljikovega dioksida ni najpomembnejši v mestih, čeprav ima tako drevo, kot je tale hrast, mogoče 2 ali pa 3 tone ogljika, čistega ogljika v sebi, ampak vendarle se pomena drevesa v mestu zavemo šele takrat, ko ga ni več. Vam seveda v Velenju se zdi samoumevno, da je vse zeleno, da najdete senco, da se lahko hladite, ampak ko enkrat zgubite tako drevo, kot je to, šele začutite praznino. Torej, drevesa vam zdaj v teh vročinskih valih absolutno znižujejo temperaturo v mestu, potem vam višajo vlago, preprečujejo vam premočan veter, senčijo vam hiše, s tem neposredno zmanjšujejo lahko stroške hlajenja poleti, tako da obstajajo po svetu modeli, kjer se da dobesedno izračunati, koliko ti drevo tudi dvigne vrednost nepremičnine. Torej, že same čiste ekološke koristi drevesa v mestu so neprecenljive, da ne govorimo o estetskih in družbenih, o katerih bo mogoče še več govora pozneje. Drži, hvala, kar je kar iztočnica za Tino Trampuš. Torej, smo omenili v začetku, Velenje je mesto v parku, mesto zelenja. Gradilo se je po načelu več zraka, več svetlobe za višjo kakovost bivanja. Torej, to je bila ideja, dati ljudem, prebivalcem mesta Velenje, mesto, v katerem bo življenje prijetno in to z drevesi in drugimi zelenimi površinami seveda. Kakšna je torej ta plat družbenih koristi dreves v mestu in pa seveda tudi estetskih kot nekih arhitekturnih elementov? Ja, za začetek si kar probamo predstavljati, kakšno bi bilo Velenje brez dreves. Že sam, če se ozrete okoli sebe, pa si predstavite, da zdajle pride en vihar pa podre tale hrast, pa javorje, pa vse, kar je okoli nas. Kako bi to bilo, bi se tle dobro počutili ali ne. Jaz mislim, da se ne bi in da bi prej ko slej začeli drevesa saditi. Ta ideja kvalitetnega mesta za ljudi, ki veliko časa preživijo sicer pod zemljo, je bila osnova in za tisti čas primerno, se pravi 50. 60. leta, je bilo po modelu mesta oziroma objektov v Zelenjem Velenje postavljeno. Podobno je v Sloveniji tudi Nova Gorica, torej pretežno prostostoječi objekti in zelenje okoli, ki je v resnici bistvo mesta. Velenja brez zelenih površin ne bi bilo. Je pa seveda bistvena razlika med eno in drugo komponento tega prostora in to je trajnost, funkcija, način vzdrževanja in tukaj je pomembno, da poznamo drevesa, pomembne so raziskave, ki se ves čas dogajajo in naš odnos seveda, zato ker kot vemo, hišo lahko postavimo dejansko v enem tednu, če imamo dobro ekipo. Tudi stolpnico, tudi promenado uredimo relativno hitro, Drevo pa rabi
svojih 50 ali pa 100 let, da zraste do neke velikosti. Ne? In tukaj imamo od ljudje precej težav, zato ker težko dojemamo, kaj to sploh pomeni 50 let, ker pač nas ne bo. Ne? Ampak jaz se pri svojem delu ves čas srečujem z ljudmi, ki svoje potrebe ponavadi postavljajo pred potrebe drevesa in jaz žal nekemu gospodu, tako realno rečeno, pač jaz vem, da bo mogoče živel še par desetletij. Kako lahko jaz pristanem, da bo zaradi svoje komoditete posekal nek hrast, ki je pa pri 100 letih šele začel, ne? V bistvu je šele najstnik. Ne? Tako da tukaj mislim, da je tisto, kar nas napeljuje na to, da se je treba zazreti v naš prostor in se zavedati kvalitet mesta, v katerem živimo, in se vprašati, kaj so vrednote tudi, ki jih želimo ohraniti. Ne? In Velenje je mesto v zelenju in zelenje je velika vrednota. Kaj pa ta vrednota potrebuje, da bo taka tudi ostala, to pa pač je treba potem vprašati strokovnjake in za vsako drevo posebej pogledati. Ne? In začneš se že pri temu najmogočnejšemu hrastu, ki mu ne gre več tako dobro, kot mu je šlo mogoče pred 30 leti, pa bi lahko bolje poskrbeli za njega. Vi pri svojem delu, kaj opažate, kak je trend? Je vedno več naklonjenosti ali vedno več nenaklonjenosti drevesom? Ne, ker ste že nakazali, da imamo te konflikte. Ne? Vemo, da drevesa potrebujemo iz raznih vidikov, ampak marsikomu, marsikdaj, marsikje so pa v napoto. Načelno se vsi strinjamo, da hočemo imeti drevesa. Ne? Kaj pa to potem v praksi pomeni? Tukaj je pa še velik razkorak. Ne? Tako kot pri hrastu. Hrast in večina drugih dreves ne mara sprememb na svojem rastišču. Nasutje rastišča je lahko za eno drevo usodno. Ne? In to zdaj pomeni, če hočemo mi ta hrast obdržati, to pomeni, da moramo načrt ureditve tako prilagoditi, da bo hrastu dobro. Mogoče se moramo s tem odreči neki svoji zamisli, ampak to je zdaj tisto, kar je pomembno, ne? Da upoštevamo znanja strokovnjakov, priporočila in tudi nove izsledke. Naprimer, prej je profesor omenil, da vedno nove in nove stvari odkrivamo. V šoli so nas učili, da je pod zemljo zrcalna podoba, kar vidimo v krošnji. Ne? Se pravi, kar je velikost krošnje in višina, to približno je tudi v tleh. V resnici se zdaj kaže, da je sploh v mestih obseg koreninskega sistema običajno bistveno večji. Ta hrast lahko ima še tam 20 metrov od nas svoje korenine. Ne? In to je pač treba upoštevati, ko bomo neke načrte upoštevali. Zato pravim, ljudje želimo imeti drevesa, ampak kaj to pomeni in kako bomo k temu pristopili, tukaj je pa zdaj treba se dosti bolj potruditi in izhajati iz tega, da so drevesa živa bitja, ki za svoje življenje pač potrebujejo določene pogoje življenjske. In tudi etični vidik pravzaprav ne, je tukaj pomemben in o praksah dobrih, predvsem bomo v nadaljevanju govorili na tej točki Nataša Dolejši, ker torej poznate res vsa drevesa v tem mestu. V kakšnem stanju so z ozirom na to, o čemer smo se zdaj pogovarjali in z ozirom na informacije, da drevesom v mestu trda prede, da težko živijo, da je njihova povprečna življenjska doba tam okrog 15 let. Kako je pri nas?
Ja, v Velenju imamo eno specifiko, ne? Tako kot je mesto mlado, tako imamo tudi upravka v glavnem z mladimi drevesi. Torej v samem mestu je malo katero drevo starejše od 60 let. Ko smo delali kataster leta 2008, smo popisali 7203 drevesa. In sicer smo delali popis na zemljiščih Mestne občine Velenje in pa v okolici blokov, kjer je pa lahko zemljišče od vsakokratnih etažnih lastnikov oziroma od prebivalcev bloka, no. In skozi analize, kaj smo ugotovili na terenu, smo ugotovili takrat, da je približno 46% bilo iglavcev, ostalo listavci, in da je približno 5000 dreves bilo takih z premerom do 40 centimetrov debla. Deblo se meri na višini 1 meter približno od tal, tako imenovani prsni višini. Že te podatki vam povedo, da imamo v glavnem mlado drevje. Če pa pogledamo, kako je kazalo takrat z vitalnostjo samih dreves, vam pa lahko povem, da je že takrat slaba polovica dreves bila negovana v smislu ne čisto strokovne obdelave, kar pomeni, da so določena drevesa bila že krošnje zmanjšane na ta način, da krošnja ni več za drevesno vrsto značilne oblike, ampak marsikje tudi po mestu, ko greste, lahko vidite, da ta nepravilno obdelane krošnje so drevesa kot obešalniki ali pa da so pač rezne ploskve, kjer so se delali rezi v krošnji večji od premera 10 oziroma 15 centimetrov. In težava, ki se vleče že od preteklosti v našem mestu, je v tem, da preveč skrbi v navednicah posvečamo odraslemu drevju, premalo pa mlademu drevju. Tudi pri drevju je zelo pomembno, da se naredijo tisti pravilni negovalni rezi v mladosti, ker se s tem izničijo težave, ki nastanejo, če zanemarimo nego v mladosti in se začnemo z drevesom ukvarjati šele takrat, ko vidimo, da ima recimo 2 vrhova, ko močno vsako leto recimo naredita novo letnico in se sčasoma začneta zaradi tega medsebojno odrivati. In pridemo do recimo potencialno, tako imenovano potencialno nevarnega drevesa. Če bi se ta eden izmed teh 2 vrhov že ob sajenju odstranil in zdefiniralo z razjo, ki jo delaš iz tal, ni treba imeti plezalne tehnike, a ne, pri mladem drevju, torej narediš manjši rez, manjšo poškodbo, boljšo osnovo za prihodnost drevesa. In tle mislim, da je to tista glavna smernica, ki je dobra pri še nadaljnji negi in oskrbi dreves v samem mestu. Torej, smo zeleni, težavo imamo, ker se ukvarjamo predvsem z reševanjem konfliktov in situacij pri odraslem drevju, in bi bilo bolj priporočljivo, da že te stvari rešimo v mladi dobi dreves. Predvsem je pa zelo pomembno, da se učimo komunikacije, preden se karkoli zgodi na terenu, med različnimi strokami, med različnimi strokovnjaki, da se medsebojno povezujemo, pogovarjamo in za drevesa najdemo tudi optimalne rešitve. Zelo veliko tistih rezov, ko sem rekla, da so mogoče, mislim, kdaj tudi nestrokovno bili izvedeni, so bili izvedeni zato, ker imamo zelo veliko situacij, ko je drevo posajeno preblizu
stavbe, in ko zraste do neke velikosti, pride do konflikta med stavbo in drevesom. In stavbe ne bomo podirali pa odmikali, a ne, se vedno manjša krošnja. In če bi Velenje kot mesto, jaz verjamem, da ima neko strategijo, ampak če bi bila strategija bolj jasno, dolgoročno zdefinirana, kje so tiste zelene javne površine, ki jih bomo ohranjali, bi na te površine tudi bolj pametno izbirali, kaj posaditi, na kak način, in bi že vsi Velenjčani potem imeli vizijo, katera so tista drevesa, od katerih mi pričakujemo, da bojo še naši zanamci uživali v njihovi krošnji ali pa pod njihovo krošnjo. No. Torej, redna strokovna nega, od mladega do drevesa do odraslega očaka in pa premišljeno, sistematično zasajanje, ne. Bomo takoj šli k vam, glede na iztočnico, a ne, ampak doktor Brus bi še nekaj pokomentiral, izvolite. Hvala. Jaz bi pokomentiral, Nataša je rekla, je bila malo kritična do tega, kako se vzdržuje, oziroma da je tudi nekaj napak gotovih, kaj je. In tudi prav je, da je samokritična, ker je sama pri tem udeležena, ampak jaz kljub temu, že sam po tem, kar se tukaj vidi, lahko rečem, da so drevesa v Velenju lepo vzdrževana, da se vidi skrbna roka, da se vidi skrb. V primerjavi z mnogimi drugimi mesti po Sloveniji to lahko trdim. Veliko tega sem videl in tole je, bi rekel, navdušujoče. Je pa seveda ena stvar, za vrtnarja ali pa upravljavca javnih površin velja, da mora imeti včasih, kot rečemo, ostro sekero in trdo srce. Tako da včasih bo treba seveda, še posebej, ker so zdaj drevesa mlada, biti tudi odločen pred tem, da se da prostor in se odloči, katero drevo bo ostalo in katero ne. Ravno danes sem pregledoval eno diplomsko nalogo, kjer so analizirali med drugim v rodovnici mestno drevje in se seveda izkaže, da so mnoge krošnje asimetrične, kar je lahko problem za stojnost, prav zaradi tega, ker so drevesa nagnetena. Tako da včasih bo treba tudi tukaj neko odločitev potegniti, ker so drevesa, kot ste rekli, mlada. Sam tok, hvala. Hvala. Torej, Vida Kac iz Mestne občine Velenje. Najprej morda en oris oziroma nasploh pojasnilo, na kak način se po kakšnih vodilih, kdo, kako, s kom gospodari, torej z drevesi in zelenimi površinami pri nas. Kako je to pri nas urejeno? Se me sliši? Malo bliže. Aha, se me sliši, ne? Ok. Jaz se bom v bistvu, lep pozdrav vsem, navezala na tale izhodišča, ne pa mogoče to, kar je gospa Trampuš rekla. Vsi si želimo drevesa v mestih in zelene površine, ampak vsi si želimo tudi udobje mesta. Vsi si želimo površin, na katerih se bomo lahko sprehajali, vsi si želimo v končni fazi prostor, kjer bomo lahko bivali. Bodimo iskreni, vsi si želimo vsaj eno ali pa dve parkirni mesti pred lastnim vhodom, kanalizacija, vodovod, toplovod, elektrika, telekomunikacije, vse, kar poteka pod zemljo, je za nas samoumevno, ne? In tega niti ne opazimo. In vse te dobrine, ne, ki jih mesto prinaša in zakaj je vedno več ljudi v mestih in zakaj je tudi mestno okolje na ta način vedno bolj obremenjeno, je tisto, za kar v bistvu mora občina skrbeti, ne? In med tem je tudi zelena infrastruktura. Zdaj, mogoče lahko rečem, da se nega in pa upravljanje pa načrtovanje mestne drevnine malo razlikujejo. Že po samem zakonu gre pri varstvu okolja za dolžnost občine, a ne, da skrbi za zelene površine z gospodarsko javno službo, katere pač naloge so nega in pa skrb za obstoječo mestno drevnino, in to za občino upravlja izbran koncesionar, ta je bil izbran na javnem razpisu in skladno s pogodbo more
skrbeti za mestno drevnino, jo negovati na podlagi pogodbe in pa na podlagi tudi pravilnika, ki smo ga sprejeli v lanskem letu in ki, mislim, da nekaj ste ga tudi pomagali pripraviti, postavlja kar precej visoka merila, za oskrbo in za nego drevnine. Po drugi strani gre pa tudi za načrtovanje zelenega prostora, zelenih površin v mestu. To je pa del, ki ga pokriva tudi Urad za urejanje prostora. Merila in pa način oziroma načrtovanje je opredeljeno v prostorskih aktih Mestne občine Velenje, v občinskem prostorskem načrtu. Za tele ožje dele mesta Velenje, kjer smo zdaj, pa natančneje z centralni deli, preddeli mesta Velenje, torej ureditvenim načrtom. Tam je opredeljeno, na kak način se naj ravna z odraslimi drevesi, obstoječo drevnino, zelenimi površinami, pa tudi kako naj se načrtuje zelen prostor. Torej imamo smernice, dobre prakse, očitno, preden gremo na srž te okrogle mize, to je torej to, kar ste vsi nakazali, da so okoliščine, v katerih drevesa morajo pasti, se umakniti drugi infrastrukturi, ali so območja, kjer jih si morda ne želimo ali bi nam bila v napoto, ampak torej, ker ljudje velikokrat najlažje nekaj razumemo o številkah, konkretno v tistih, za katerimi so evri, znakec evro. Kakšna je vrednost nekega takega drevesa v evrih, torej, smo spoznali vrednost drevesa za okolje, za ljudi, estetiko prostora, nenazadnje druga bitja, ki tu živijo. Ampak ali bi lahko ovrednotili torej drevo in morda potem iz tega vidika presojali, kaj se nam na tem drevesu torej splača delati, koliko se ga torej splača negovati, ohranjati, mu pomagati in v primeru konflikta na podlagi tega tudi presojati, kam bo tehtnica prevagala. Težko bi rekla, kakšna je vrednost v evrih tega drevesa, ampak tisti, ki ste Velenjčani, sigurno poznate kavkaški krilati oreškar, večdebelni pri DK-ju, tam, ko otroci zelo radi gor plezajo, pa tudi mi, ko smo bili majhni, smo radi se po teh deblih malo vzpenjali. Rudar je pod njim, Ja, rudar, ja, kip rudarja je pod njim. Kar nekaj let nazaj smo v aprilu, ko je mesec krajinske arhitekture, bili pozvani, da jim pomagamo oceniti vrednost tega krilatega oreškarja. In takrat sva z Barbaro Pajk odšle k arboristki svetovnega kova Tanji Grmovškovi, ki naj jo je na hitro takrat naučila, kako se oceni vrednost drevesa v evrih. In za tisti kavkaški krilati oreškar je, če tako po domače rečem, padla cifra ven 85.000 evrov. To je vrednost dobrobiti drevesa za okolje, kjer je. Če rečemo, da je tisti krilati oreškar 100 let mlajši od tega hrasta, pa če tudi vrednost prepolovimo, če se igramo malo, smo še vse na 40.000 evrih. In to je že eno stanovanje, ali pa in to je tista vrednost, ko se jaz z ljudmi pogovarjam na terenu, ko jo pa znamo ozavestiti. Mi vemo, koliko moramo delati, da 40.000 evrov pridelamo na svojem transakcijskem računu ali pa bančnem računu, in se takoj pogled na drevo spremeni, bom rekla.
V Nemčiji mislim, da imajo uzakonjeno, da če se nekdo zaleti v drevo, koliko mora plačati, koliko je škode naredil. Torej ni važna škoda na avtomobilu, mislim, nam je, a ne, vedno nam je važna škoda na avtomobilu, ampak gre za vrednost, koliko ti, kakšno škodo si naredil. No. Jaz mislim, da vsi z svojimi aktivnostmi peljemo idejo v tej smeri, da je tudi pri drevesih potrebno za nego imeti usposobljene ljudi, imeti strokovnjake, ker tudi doma, ko nam poči cev vodovodna, recimo v steni, je ne bomo šli sami ali pa po soseda popravljati, ampak bomo poiskali strokovnjaka, ker vemo, da voda moči zid in naredi pač toliko in toliko evrov škode. Tako da ja, tako kot sem rekla, tole vrednost bi lahko rečemo 85.000 evrov ali pa 40.000 evrov ali pa 10.000 evrov, po 10.000 evrov pa zagotovo manj pa zagotovo ni vredno drevo. In če ga pogledate skozi to prizmo, je spet dojemanje drevesa po njegove vrednosti povsem drugačno, kakor če te informacije nimamo. No in kakor ne podremo v hiše zaradi počene vodovodne cevi, torej je smiselno vedno temeljito in tehtno presoditi, kakšen poseg v drevo se torej izplača glede na njegovo funkcijo, okolje, v katerem je, kaj prinaša, ne, kako pomembno je. Ja, ko z Mestno občino Velenje s komisijo delamo oglede na terenu, te ogledi so narejeni na osnovi vlog, ki prihajajo strani občanov in gre ponavadi ali za opozorila, da opazijo, da je nekje kakšna veja se odlomila ali pa zataknila v krošnjo, ali pa za reševanje konfliktnih situacij med drevesom in okolico. Pri teh ogledih uspešno sodelujemo in grejo ponavadi v tej smeri. Po potrebi se dobimo z človekom, ki je oddal vlogo, da nam še na samem licu mesta pove, kaj vse ga moti. Potem ga skozi pogovor izobrazimo, kaj so dobre strani in kaj so recimo šibki členi na določenem drevesu in probamo skupaj najti optimalne rešitve. Ponavadi je tista prva pozicija občanov drevo posekati, a ne? Ampak potem skozi pogovor velikokrat pridemo do bistveno bolj prijaznih rešitev tudi do strani drevesa. Jasno pa je, da se moramo vedno zavedati, da moramo stanje, ko je drevo že zaradi svoje kako bi rekla, če je trhlo recimo, če je napad gliv, če se veje nekontrolirano lomijo zaradi razmer v tleh ali pa suše ali pa ko so žledolomi, recimo bili smo jih že tudi pred parimi leti doživeli v mestu, treba je vedno drevo, ki je toliko potencialno nevarno, da je dejansko nevarno za nekoga, je pa treba, tako kot je prej doktor Brus rekel, imeti trdo srce in ostro sekiro in ga pravočasno odstraniti. Sicer pa vedno glede na vitalnost, glede na to, ko vidimo, kako drevo funkcionira, probamo najti rešitve, da drevo obstane in da na nek način konflikt z okolico probamo rešiti. Najboljše rešitve so pa, tako kot sem že prej rekla, ko mi načrtujemo nek prostor, da se izbere ustrezna drevesna vrsta in da je odmik sajenja od zgradbe in od nekih podzemnih vodov že v štartu tak, da nam to, ko drevo zraste, ne dela težav. Tudi pravilna zasaditev ob
pravem času, kar so morda tema za naslednjo okroglo mizo. Tina Trampuš, prosim. Ja, jaz sem s številkami še precej slaba, najbrž tudi zato, ker mi je narava zelo blizu in narava v bistvu ne mari dosti za številke, ampak v naravi je dejansko lahko zelo velik problem, če poskušamo te svoje kapitalistično-potrošniške sisteme vanjo preslikati, ne? Ker jaz tu vidim, da je to zelo spolzek teren, ker če rečemo, da je tale hrast, ne vem, koliko je ta avto vreden, ampak zame je recimo ta hrast več vreden kot tistle avto. Pa če je recimo 70.000 evrov ali pa 72, kaj mi je všeč številka, kaj to pomeni, da če nekdo pride pa reče, vam dam 72.000 evrov, a pol ga bomo posekali. Ne? To je tista nevarnost. Ne? Če nekdo pride, ka ima dovolj, nam bo tole pokupil, si razrezal na plohe, pa si naredil, ne vem, fajn pohištvo ali pa... Zelo spolzek teren je operirati s številkami, ravno zaradi tega, ker neko drevo ima lahko zelo različne funkcije, zelo različen pomen, vrednost, tudi za vsakega je drugačna ta vrednost. Ne? Če nekomu, ki je tukaj zraven doma, rečemo, če bomo to posekali, bo pač reagiral čisto drugače kot nekdo drug, tako da je vedno. Kakšni so pa stroški vzdrževanja, ne, tudi sistemi so, formule so, Nemci seveda imajo polno tega, kaj vse so že poskušali zračunati, ne, ali se splača ali se ne splača. Velikokrat se izkaže, da se ne splača po teh zelo rigoroznih formulah, ne. Ampak jaz se recimo z mojo mamo doma pregovarjam, ne. A se splača imeti eno drevo, ali se ne splača, pa koliko stroškov, pa koliko ima ona dela z grabljenjem listja, ne. Pa zakaj ga pa grabiš, saj mogoče ga pa ni treba, ne. Pa so spet razlike, ne, pa jo prepričujem, da ne vem, listje od lipe zelo hitro razpade in struhni, tam tudi trava normalno raste, če pometaš oziroma grabiš pod orehom, mogoče pa pod lipo ni treba, ne. Tako da tukaj tudi mislim, imamo ogromno možnosti za se dogovarjati, za videti, kaj se splača, kaj se ne splača. Tudi, kot je Nataša rekla, pravilna nega v otroštvu nam izredno zmanjša stroške v odraslosti dreves. Ne? Pri drevesih je tako, kot pri otrocih. Ne? Prvih 6 let vzgoje, kar naredimo takrat, se pozna celo življenje. In če smo to zamudili, imamo potem do konca življenja drevesa lahko težave. In to so zadeve, ki jim moramo slediti. Ne? Obglavljanje dreves se žal še vedno pojavlja, ampak to je v bistvu tak poseg, ki potem konkretno lahko rečemo tudi dober biznis za vzdrževalca naprej. Ne? Ker je pač stalno, ogromno dela. Ko enkrat obglavimo, je to. Ves čas se je treba s tem drevesom ukvarjati. Če je drevo pravilno negovano, pa nimamo veliko dela, ne? Ker moramo vedeti, da drevo samo po sebi v bistvu obrezovanja ne potrebuje. Tukaj je tudi težava, Slovenci smo zelo ponosni na svojo sadjarsko tradicijo. Ne? Drevesa, kot je ta hrast oziroma mestna drevesa, ne potrebujejo take nege kot sadna drevesa. Nasprotno, nobeno drevo nege sploh ne potrebuje, če je bilo v obdobju raščanja in mladosti ustrezno negovano, ga potem pustimo pri miru, samo če se zgodi odlom, bolezen, varnostna vprašanja, poseg koreninski sistem in tako naprej. Tako da tukaj je potem, kaj so stroški, kaj niso, tukaj je veliko polje manipulacija, raziskovanja in kaj vse lahko optimiziramo. Torej ponovno uredno, pravočasno negovanje. Dr. Brus. Hvala, čisto na kratko glede vrednotenja drevesa. To je v resnici zelo težavno področje in spolzek teren. Jaz sam najrajši rečem, da je drevo neprecenljivo.
Ne moramo vedeti, koliko stane senca, koliko stane lep pogled, koliko stane to, da preprečuje veter, ampak včasih smo pa vendarle prisiljeni, bodi si za sodišče, bodi si za kakšen spor, pa le oceniti to vrednost in takrat imamo na razpolago več metod, ki se med seboj zelo razlikujejo in večinoma vse dopuščajo tudi zelo velike špekulacije. In tukaj se znajdemo res v težavah. Pred kratkim smo za eno sodišče s kolegi delali eno oceno in bili tudi sami presenečeni nad tem, kakšno vrednost smo dobili. Pa zdaj sploh ne želim številka govoriti, ampak nekako velja vsej, kot sem rekel na sodišču, da je drevo v številkah vredno toliko, kot se z njim dvigne vrednost nepremičnine. Vrednost nepremičnine se pa dvigne za toliko, kot je potencialno nek kupec pripravljen več za to nepremičnino dati. In tudi to je zdaj težava. Tako da številke, jaz vam povem, z isto metodo lahko za ta hrast naračunamo 10 tisoč ali pa 150 tisoč evrov. Zanesljivo. In kot rečeno, vemo, da so kar pogosti ti konflikti, bodi si med infrastrukturo, bodi si med željami enega prebivalca, enega stanovanja, pred katerim je eno drevo. Ni redko pravzaprav, da se na občino naslavljajo pobude, da bi se drevo odstranilo ali drevesa celo, kakor tudi ni redko, da se naslavljajo ali morda v javnosti izražajo kritike, kadar pa katero drevo in običajno res v precej kompleksnih okoliščinah pade. Kako rešujete te konflikte? Ja, res je. Videla sem prej par osuplih obrazov, ko je gospa Dolejši povedala, da sploh kdo pokliče, da bi se kako drevo kar posekalo. Pa dejansko teh prošenj ni tako zelo malo. Nekje občani se v glavnem lahko na občino, na komisijo za drevnino obrnejo ali s prošnjami, ali s pobudami, ali tudi zahtevami. In mi se seveda na vsako pobudo odzovemo, gremo na teren, se drevo oziroma situacija pregleda in se tudi poda pisno mnenje. Nekje v lanskem letu pa v letošnjem skupaj je bilo cirka 90 vlog. Res je bilo, mislim, da 7 dreves odstranjenih, ampak to samo in izključno takšna, ki so povzročala nevarnost za človeka, tako da je bilo v bistvu to smiselno in smotrno. Je pa res, in mislim, da smo lahko zelo ponosni, da pa smo uspeli že marsikaterega občana pa skupino občanov prepričati, da je drevo za njihovo okolico veliko bolj pomembno in veliko bolj dragoceno kot pa težave, ki jim povzroča. Ker se moramo zavedati, pa mogoče se nam zdi nenavadno, ampak težave so lahko tudi včasih takšne, da skoraj sami ne moramo verjeti. Recimo v drevesu živijo žužki, ki mi potem zaidejo v stanovanje in me motijo. Alergijo imam na breze, odstranite tele breze, prosim. Ali pa kar zahtevajo, brez prosim. Potem, ne vem, en izmed recimo pogostih problemov, s katerimi se srečujemo, in to je bilo mogoče izhodišče že prej podano, vrednost drevesa oziroma vrednost nepremičnine. Žal je naša zakonodaja tudi taka, sploh če gleda na drevo kot na stvar, kot na lastnino. In to pomeni, da se v bistvu do njega na tak način tudi obnašamo. In recimo v stvarnopravnem zakoniku so 4 členi, ki se nanašajo na drevnino, in vsi obravnavajo drevnino kot lastnino. In lastnino tistega, na katerem nepremičnine se drevo nahaja. In mislim, da v enem členu, zdaj ne znam ga čisto na pamet, ampak pravi, vkolikor veje ali pa korenine drevesa segajo v območje druge nepremičnine, ima ta lastnik pravico zahtevati, da se recimo te veje in te korenine odstranijo, ali pa da jih odstrani sam, če ga motijo. Piše, če ga motijo. Sploh ne pove, kaj je to, da nekoga motijo. In tukaj v bistvu smo včasih tudi napram
bom rekla, zasebnikom, lastnikom nepremičnin skoraj nemočni, ne glede na to, kaj imamo zapisano v naših prostorskih odlokih ali pa kaj imamo napisano v drugih odlokih, ne. Zdaj, res pa je, ne, da se vsaka od teh situacij, kadar pa pride do tega, da smo tudi v bistvu mi odgovorni za prostor, ne, in je potrebno, ne vem, izvesti neko infrastrukturo, se vsaka situacija presoja posamezno, a ne. Vsaka situacija je drugačna od druge, vsaka situacija ima drugačno ozadje in vsaka posledica naših odločitev, a ne, bo lahko drugačna. In tu bi mogoče povabila k delitvi dobrih praks, izvajanja recimo takšnih posegov. Ne vem, treba je obnoviti kanalizacijo, ki je zdaj obraščena s koreninami in je najbrž te korenine treba posekati, ali obstaja tudi druga pot do tega, da cev menjamo. Ali obstaja druga pot do kolesarske steze, kjer že stoji drevo, ali obstaja druga pot do recimo svetlobe v stanovanju, ker občana moti, da je osenčeno z drevesom. Kakšne so te poti, kakšne so te prakse? Ja, mogoče, če se kar navežem, kar smo že slišali, vsaka situacija je res popolnoma drugačna, ne? In velikokrat že, če se strokovnjaki, običajno najboljše različnih strok, zberejo, pogledajo situacijo, se pogovorijo z nekom, z občanom, ki se je na primer pritožil ali karkoli želi, velikokrat lahko že pridemo do neke rešitve, ne? Normalno je, da nek laik, prvo, kar mu pade na misel, je, dajmo drevo podreti, tako bo najlažje, ne? Ampak običajno ni samo ali ohraniti ali podreti, ampak je nekaj vmes, ne? Tako da včasih je dovolj, da se 2 veji skrajša, včasih je treba na rastišču kaj urediti, tudi traso kolesarske steze, če se v fazi načrtovanja ustrezno naredi popis dreves, se da tudi traso prilagoditi, ne. Tukaj je recimo pogosta težava pri načrtovanju. Jaz se tedensko srečujem s tem, da vse gradbene situacije imajo natančno zrisan vodovod, kanalizacijo, robniki, vse do centimetra, drevesa niso vrisana, ne. Potem pa pridemo na teren, ups, kaj pa zdaj? Tukaj pa drevesa rastejo, kaj pa zdaj narediti, ne? Če se živi elementi prostora obravnavajo enako kot vse drugo, potem lahko marsikdaj v fazi načrtovanja to že rešimo in sploh ne pride do konfliktov, ne. Če so korenine v ceveh, drevo pač rabi vodo, ne. Mogoče smo ga pa premalo zalivali, ne. Tako da nabor težav in rešitev je zelo, zelo različen. Pogovoriti se je treba, stranke tudi vedno seznaniti z možnimi rešitvami in tudi videti, kaj jih sploh moti, ne. Recimo včasih ljudje rečejo, jo, to drevo je previsoko, nevarno je, ne. Ko pride arborist, oceni, pogleda, če 30 metrov visoko drevo, ker je to pač njegova naravna višina, to ne pomeni, da je drevo nevarno, ne. Tako da ljudje se pač ustrašimo, ko vidimo, kako v vetru, kako se vrh premika, ampak če je drevo ves čas tam že raslo, prilagojeno na tiste razmere, arborist lahko oceni, ali je nevarnost resnična, ali pa se nam sam zdi, zato ker je pač drevo res zelo visoko. Tako da dobrih praks je veliko in največkrat so to takrat, kadar ta dialog vključuje strokovnjake, ki potem znajo svetovati. To drži. In taki dogodki, kot je današnji, se mi zdi, da zelo veliko prispevajo k temu, da se zavedanje v nekem okolju in v neki družbi o drevesih in njihovem pomenu dviguje in s tem tudi skrbnost ravnanja.
nekako velja en tak trikotnik ravnanja z drevjem. Eno je seveda stroka, ki načrtuje, kako se bo in kaj posadilo. Potem so tukaj izvajalci, ki morajo to izvesti tako, kot je treba, ampak kar je pa ključno, in to so marsikje po svetu, pa delno tudi že pri nas ugotovili, je pa lokalno prebivalstvo in tisti, ki bodo to drevje uporabljali. Se mi zdi, da v neki ulici, kjer se zasadi nek drevored, če pride komunala, to posadi in odide, domačini, prebivalci ulice niti ne vejo, kaj se je zgodilo, tega drevja ne bodo posvojili. Če so pa zraven, če mogoče celo pomagajo saditi, če mogoče celo posvojijo vsak svoje drevo, bodo pa potem tudi gledali, kdo bo tam parkiral, kdo bo van drsal, kdo ga bo poškodoval in bodo sami skrbeli za to, da bo to veliko bolj perspektivno. To se pravi, ta trikotnik se mi zdi ključen in ljudje, kot ste vi tukaj, če boste sami imeli odprte oči, bo to tudi veliko pomenilo zraven. In najbrž ne vzgoja od malega, nekako je v nas, da otroke učimo recimo ravnanja z živalmi, s kužki, govorim na pamet, ne. Tudi recimo v neki splošni javnosti smo veliko bolj zaskrbljeni glede ravnanja z živalmi, kot pa z drevesi, ampak gre za živo bitje in življenje je eno. Ja, to je kolegica profesorica Marina Dermastija pred kratkim na enem predavanju označila kot zelena slepota. Kaj ti pokazala nam je sliko, kjer je bilo veliko rastlin, pa zraven je ena žival in je vprašala ljudi, kaj vidite na tej sliki, vsi so rekli žival, mislim, da je bila neka zebra ali kaj že, vsi so rastline spregledali. To se pravi, tako kot ste rekli, tukaj je še odprt prostor za to, tudi za izobraževanje, za kurikulum v šoli, da se mogoče drevesa, njihov pomen izpostavi bolj. Zdi se mi, da tukaj gremo na bolje, da je tega zanimanja vse več in da smo na pravi poti. Jaz bi še dodala to, kar sem že prej načela, vrednote. Kaj so vrednote in v kakšnem duhu potem tudi otroke in mlade vzgajamo. Če že od malega se zavedamo, da je drevo vrednota, če otroke opozarjamo na to, kako je treba skrbeti za drevesa, je to pač že zelo dober vložek. Drugo je pa tudi to razmerje med javnim in zasebnim. Tukaj se mi zdi pa, da smo tudi v 30 letih malo zašli, ker včasih je bilo pač vse samo javno, skupno. Skupno je treba paziti in čuvati. Zdaj pa tudi na privatnih zemljiščih, zdaj pa se nam zdi, kot pa da si lahko vse privoščimo. Pa seveda ni čisto tako in je spet stvar interpretacije zakonodaje, to, kar je gospa iz občine začela, v bistvu tudi naša zakonodaja in ustava določa, ima dobra izhodišča tudi za varovanje zelenih površin in dreves. In tudi funkcije dreves so opredeljene oziroma zelenih površin na tak način, da če bi znali mi to preslikati v naše lokalne pravilnike in zakonodajo, bi lahko drevnino zaščitili, kajti takoj, ko drevesa tudi na zasebnih površinah opravljajo javne, ekološke, družbene in druge funkcije, imajo poseben status. Se pravi, ni samo po sebi umevno, zdaj je pa to drevo na mojem, zdaj pa imam jaz pravico ga posekati. Ni čisto tako. Seveda je pa odvisno od interpretacije naše zakonodaje in najprej od volje, da bomo sploh tukaj naredili en korak v pozitivno smer. Ja, mogoče res, če se navežem na oba komentarja, vi ste uporabili en lep termin, senzibilizacija. Senzibilizacija v bistvu vseh, od odločevalcev, načrtovalcev, izvajalcev, projektantov, do vseh občanov v bistvu, kar se tega tiče. In res je, ne reče se zastonj javna infrastruktura, ker ima v bistvu pomen tako ekološki, gospodarski, socialni, za vse nas, ne glede na lastnino. In to je mogoče, ravno senzibilizacija je tisto izhodišče, da se zavedamo, da je tudi, če je naša lastnina,
prispeva k skupnemu dobremu in da nismo samo, bi rekla, kralj na svojem in lahko počnemo ravno karkoli hočemo, a ne. In se moramo v bistvu senzibilizirati tudi za ta aspekt, ne. Pa morda bi še to pokomentirali, ne, smo slišali, ne, v teh praksah, kako je možno bolje, ker torej vemo, da je Velenje mesto z ambicijami, želi biti boljše, vedno rasti kot mlado mesto. V katero smer se razvijajo naše lokalne smernice oskrbovanja zelenih površin in načrtovanja in nasploh, no, torej aktivnosti na tem področju? Ja, torej bi rekla, da smo mogoče v zadnjih 2 letih naredili en korak, no, naprej v pravo smer. Vsekakor sta bila v bistvu to, kar se tiče nege, a ne, drevnine pa skrbi zanjo, pravilnik, ki predpisuje način oskrbe drevnine, predpisuje nego, predpisuje v bistvu še ostala merila, a ne, ki so potrebna za korektno oskrbo vseh dreves v mestu. Vsekakor je pridobitev sodelovanje z gospodom Lejši, a ne, ki nam pomaga takrat, tako pri komisiji, a ne, kot pri pripravi pravilnika. V bistvu je nepogrešljiv člen tudi takrat, ko moramo reševati konflikte z občani, ker je izredno potrpežljiva in razumevajoča. Potem bi rekla, naslednji korak bi bil vsekakor načrt upravljanja z mestno drevnino, a ne. To se mi zdi v bistvu en najpomembnejših korakov trenutno naprej. Zdaj, potrebno bo za to posodobiti kataster drevnine, a ne, ki ga že imamo. Leta 2009 je bil pripravljen in vsekakor rabi osvežitev in bi ga bilo potrebno pripraviti z veliko natančnostjo in skrbnostjo, kar seveda zahteva finančne vložke in pa čas, ne. Zdaj, kot odgovoren gospodar, vsaj za začetek, a ne, smo v letošnjem letu prijavili 2 evropska projekta, kjer pričakujemo finančna sredstva, s katerimi bomo lahko opravili analizo drevnine v Sončnem parku, na Grajskem hribu in pa v mestnem središču skupaj z načrtom upravljanja. Zdaj, rezultati bojo znani tam nekje oktobra, računamo, no, tako da seveda je vedno prostor za izboljšave, vse pobude so dobrodošle in upam, da gremo pozitivno naprej. S tem ste odgovorili že na marsikatero vprašanje, ki smo ga prejeli na spletni poziv pred to okroglo mizo. V daljavi ura že odbila 7, zato gremo v ciljno ravnino z enim od vprašanj, no, na katerega bi pa res bilo smiselno javno odgovoriti, glede na to, da je ta poseg sprožil res velik odziv javnosti, leto, 2 nazaj morda, ne. Torej, zakaj so zrušili drevesa pred NLB? Sklepamo torej, da gre za tisti poseg ob Najdi Hojci, ob vrtcu, a ne, ki je bil morda napačno interpretiran, da gre samo za poseg samo zaradi kolesarskih stez. Torej, kakšna je tu zgodba? Ja, zgodba je sledeča. V tej liniji so rasli javori, za katere se je naredil pač arborističen pregled in ugotovljeno je bilo, da so nobeno drevo ni imelo več najboljše vitalnosti. Eno od dreves je bilo že povsem odmrlo, določena drevesa so imela pa v krošnjah odlome, ki so bile posledice tudi žledoloma, in večina tistih dreves je imelo že tudi znižano in zožano krošnjo z rezjo.
Sicer so pa nam, ki smo hodili mimo tistih dreves, bila drevesa na pogled še dost vitalna, dost kvalitetna in jaz verjamem, da nobeden občan Velenja ni pričakoval, da bo padla moja osebna odločitev, da se drevesa odstrani. Zakaj? Ni bil glavni razlog širina izdelave kolesarske poti, torej ožanje travne površine, ampak glavni razlog je bil in je še vedno v tleh. Na tej liniji, kjer so bila drevesa, v tleh potekata 2 kanaleti toplovoda. In zaradi tega dejstva ni bilo v prihodnosti za pričakovati, da bi s kakršnimi koli ukrepi nege krošnje lahko izboljšali vitalnost dreves, ker je drevesom enostavno bilo prevroče pri nogah, če tako karikiram. In kot seštevek vsega, torej da tega vitalnosti ne bomo mogli rešiti, ampak se bo vsako leto vitalnost upadala in posledično s tem se je pričakovalo tudi so se pričakovali, da se bodo zgodili nenapovedani odlomi vej. Določena od dreves so že imela tudi drevesno gobo. Smo se takrat odločili, pač sem se jaz osebno odločila, da drevesa odstranimo. Verjamem, da me boste zdaj vsi vprašali, zakaj so na isto linijo spet posadili javorje, a ne? Torej, se nismo iz ugotovitev nič naučili. Dejstvo je, da je tisti, ki je načrtoval kolesarsko progo ob Najdi Hojci, v načrtu risal drevesa. In ker je šlo za evropski projekt, je izvajalec bil prisiljen oziroma je moral ta drevesa na te točke zasaditi. Da povzamem, vsi se zavedamo, da ta drevesa, ki tam zdaj rastejo, mislim, že 3. leto, te javori, nimajo bodočnosti, kakor tista, ki smo jih odstranili. Zato bo v času 5 let, ko lahko občina začne spreminjati tiste situacije, ki so bile vezane na evropski projekt, govorimo o tej zasaditvi, bomo te javorje prestavili in že, ko delamo oglede po mestu, definiramo, na katera mesta jih bomo prestavili. Torej, 5 let moramo počakati, ker 5 let ne smeš nič spremeniti, če dobiš evropska sredstva, bomo pa to situacijo rešili. Verjamem, da je pa, tako kot sem vam povedala, po eni strani bilo strani občanov nerazumljivo, zakaj so drevesa mogla pasti, ker so bila na pogled še kolikor toliko v redu, in nerazumljivo, zakaj zdaj na ista mesta sadimo isto drevesno vrsto, samo da bomo spet čakali 40 let, da bi zrasla do takega obsega, kakor so bila prejšnja drevesa. To so situacije, iz katerih se naučimo, da je potrebno ali pa zelo priporočljivo sodelovanje različnih strok že v času tistega prvega sestanka načrtovanja, da, tako kot sem prej rekla, že v štartu probamo najti optimalne rešitve. In tu pa tam se še vsi na takih napakah malo učimo, od občine do zunanjih izvajalcev. Verjamem pa, da se skozi to naučimo tudi, da to vrstno sodelovanje vzpostavimo, in to se je pa pokazalo, recimo, ko se je obnavljalo športno igrišče pri osnovni šoli Miha Pintarja Toleda, tam smo pa pravočasno prišli
strokovnjaki različnih področji na sam teren in smo se dogovorili in našli rešitve za tiste odrasle vrbe, žalujke, da niso padle, ko je pa že bil projekt, da bi jih pred rekonstrukcijo športnega igrišča naj podrli. No. Tako da na določenih mestih smo že pokazali, da znamo zelo dobro sodelovati, na določenih mestih smo pa še kje malo šibki ali pa ob napačnem času prepozno na kakem mestu, no, in pol pač rešujemo v nadaljevanju, kakor najbolj znamo. Tako da tisti javori, ki so bili ob Najdi Hojci, rečemo tako čez pavc stari 40 let, a ne, bi vsako leto sigurno vitalnost jim pešala toliko, da so bili potencialno nevarni in glede na to, torej, da se bi dogajali odlomi in glede na to, da gre za področje vrtca, kjer hodijo majhni otroci, kjer je treba poskrbeti za varnost, je bila pač odločitev takšna, kakor je bila. Ja, repliko na tele lekcije, ne, jaz res upam, da pač kar je bilo, ampak ključna lekcija je tudi povezavi z senzibilizacijo ljudi. Tudi brez načrtnega senzibiliziranja ljudje so vedno bolj pozorni in z vso pravico zahtevajo, da se odgovorno ravna z drevjem in ljudje imajo vso pravico vedeti, kaj se dogaja in biti seznanjen z čist vsako podrobnostjo, tudi s tem, da je spodaj toplovod in kaj to pomeni za drevesa in to je treba narediti pravočasno. Ne. Velikokrat se javnost dvigne, zato ker pač stvari niso bile obrazložene. Že velikokrat se je zgodilo, da je lokalna skupnost dala objavo na svojo spletno stran, pa so rekli, saj smo obvestili. Ne. To ni dovolj. Če je treba, naj bo tudi okrogla miza, naj bodo javni pozivi, naj se ljudem omogoči, da se pojasni, zakaj je bila neka odločitev sprejeta, ker kot vidimo, zadeve so zelo kompleksne in je prav, da se stvar razloži. Drugo je pa ta pristop sodelovanja različnih strokovnjakov, se absolutno strinjam, kar je bistveno, je pravočasno. Preden se evropski projekt prijavi, to zame pomeni. Tele evropski projekti nam obilo težav delajo ravno zaradi tega, ker je nek razpis, na hitro je treba prijaviti, smo že zrisali ali pa povlečemo eno rešitev, ki je bila 15 let v predalu, hitro dobimo denar, ki je v bistvu naš denar in potem si delamo težave v svojem prostoru. Premislek je potreben, pravočasno posvetovanje. Jaz sem prepričana, tudi sem že delala na evropskih projektih, če znaš ti utemeljiti, lahko tudi, če si rekel 5 dreves, mogoče pa uspeš doseči, da ti dovolijo, da jih posadiš 10 metrov v stran ali na drugo stran ceste, kakorkoli. V glavnem, to so denarji, ki naj bi nam izboljšali okolje in zdaj moramo pač mi okrepiti svoje znanje in tudi pogajalske sposobnosti včasih. Predvsem pa v fazi načrtovanja vse te možne zaplete predvideti in jih po možnosti odpraviti. To je signal, da se je naš čas iztekel, ker se na sosednjem prizorišču začne naslednji dogodek. Zato vas morda povabim še k sklepni misli in se opravičujem številčnemu občinstvu. Resnično hvala, da ste tu, da ne boste dobili besede in priložnosti kaj vprašati. Zato vas, goste, vabim, da ostanete med nami na tej bogati pogostitvi, da se pogovorite o vsem, o čemer se mi nismo uspeli. Torej, vam dam še priložnost za zaključek. Ja, jaz bi mogoče kar z enim slovenskim pregovorom, drevo se na drevo naslanja človek na človeka, a ne? In verjamem, da je v Velenju volja in ker je volja, bomo zagotovo skupaj našli tudi pot.
Ja, jaz bi rekla, da je bil tale dogodek eden izmed takšnih lepših dogodkov, ki sem se jih udeležila, tudi zelo dobro organiziran, super gosti, prikaz vrtne tehnike, ne. Več takih dogodkov, pa vedno več obiska. Mogoče ne veste vsi, ampak Ljubljana je bila nekaj let nazaj zelena prestolnica Evrope, letos je bila spet proglašena za mesto dreves. In zelo sem vesel, ko vidim, da ima močno konkurenco v Velenju, tako da se veselim tekmovanja tudi v nadaljevanju. Hvala. Jaz si želim, da Velenje ostane zeleno mesto in z vsem prilagajanjem na podnebne spremembe, tudi kar se tiče mobilnosti in trajnostnega prometa, si želim, da se ne bi asfaltiralo niti ene nove kolesarske steze, zato ker asfalta je dovolj. Želim si, da ne bi se uredilo niti eno novo asfaltno parkirišče, ampak da bi se kvečjemu kakšno odstranilo, da bi se naredili novi parki, celo območje med Pošto in Šparom, da bi se spremenilo v park, zato ker to so kvalitetne mestne zelene površine in Velenje ima to prednost, da si to lahko privošči. Da je prostora dovolj in kot je rekel že profesor Brus, tukaj drevesa lahko kraljujejo, zato ker niso stisnjena v majhne ulice. Pustimo, da tudi staro Velenje bi lahko imelo kakšno drevo. Ampak tukaj je dovolj prostora, da ljudje in drevesa lahko sobivajo, tako kot se spodobi za 21. stoletje. Najlepša hvala vam, cenjeni gostje, da ste bili pripravljeni sodelovati v tem projektu. Za vse vaše prispevke izredno me veseli, da je bil pogovor izredno dinamičen, da so bili izpostavljeni zelo različni vidiki, zato smo se pravzaprav zbrali, da obrnemo temo na več plati. Spoštovano občinstvo, hvala vam, da ste z obiskom pokazali, da je tema, ki jo obravnavamo, pomembna. Obljubimo, da se bomo z njo še naprej ukvarjali. Hvala Mestni občini Velenje, da je projekt Omaž velikanom podprla na razpisu za kulturne dejavnosti. Hvala Nataša Dolejši, Vida Kac, Robert Brus, Tina Trampuš in za konec še hvala lepa vsem lokalnim ponudnikom kulinarike, ki so združeni v projekt Čarobnost podeželja Šaleške doline, ki ga vodi Zavod za turizem Šaleške doline. Naši prošnji za sponzorstvo so se pridružili Eko-kmetija Potočnik Poprask s Piškoti, kmetija Napotnik z siri, kmetija Kozman z kruhom in jabolčnim sokom in kmetija Imperl z namazi, sladkimi in slanimi. Pijemo pa vrhunska vina, Vinotoča Primožič in lokalno pivo Skobir iz Šoštanja. Vabljeni, da spoznate te ponudnike, da se družite z našimi gosti in pa vabljeni v nadaljevanju na dogodke 25. festivala mladih kultur Kunigunda v Velenju, bo vse še do sobote. Srečno!